fruh, totalno sočno. Dober dan. Namesto cvetličnih korit na evropski pešpoti bodo stale zapornice. To se je pred nekaj urami s svojim hrvaškim kolegom dogovoril slovenski notranji minister Dragutin Mate. Vladi v Zagrebu in Ljubljani naj bi dogovor potrdili naslednji teden. A najpomembnejše je, ali bo Joško Joras, ki že 24. dan gladovno stavka, končal svojo kalvarijo za pravno državo. Ob Joško Jorasu na desnem bregu Dragonje je zato Barbara Pance. Barbara, kaj pravi Joras, ali prekinja gladovno stavko? Ja, kljub temu, da smo pričakovali, da se bo drama za Joška Jorasa v tem trenutku končala, temu še vedno ni tako. Namreč Joško Joras še vedno ni seznanjen z uradnim dogovorom med obema ministroma. O tem je slišal zgolj iz medijev. Zato sprašujem gospoda Jorasa, kaj to pomeni v tem trenutku za vas? Boste nocojšnjo noč še vedno preživeli v avtomobilu in to s praznim želodcem? No, poglejte, normalno, da uradno nisem dobil ničesar in ovire še vedno stojijo tam notri, ampak kljub temu sem vesel, da je prišlo do takšnega dogovora in jaz bom s tem prekinil tudi za gladovno stavko, ampak bom pa ostal v avtomobilu, dokler se korita ne odstranijo in se mi omogoči svoboden dostop do mojega doma. No, kot kaže, stanje na desnem bregu Dragonje se vendarle nagiba k pozitivni rešitvi. Barbara, pa imaš slučajno kakšne informacije, ali dogovor slovenskega in hrvaškega notranjega ministrstva pomeni, da se bodo cvetlična korita odstranila? Ja, po mojih informacijah naj bi se ta 4 sporna cvetlična korita odstranila takoj, ko bo o tem sklepala vlada, in to naj bi se zgodilo že prihodnji četrtek, ko naj bi na tem mestu postavili tudi zapornice in tako bi Joras in njegova družina lahko normalno po tej kolovozni poti dostopala do svojega doma in to tudi z avtomobilom, kot si je Joras vedno prizadeval. No, še vedno pa ostaja neznanka, ali bo Jorasu ključe za te zapornice tudi izročila slovenska vlada ali ne. No, ali zdaj za jutri napovedano veliko zborovanje slovenskih nacionalistov odpade? Ja, jutri shoda zagotovo ne bo, vendar pa lahko rečem, da pravzaprav nekako ostaja zamrznjen in to zaradi agonije, ki se je vlekla toliko časa, pravzaprav nihče nikomur več ne zaupa. In tako še vedno ostaja vprašanje, če ne bo zapornic do četrtka na tem mestu namesto korit, potem se bodo vse oblike državljanske nepokorščine tukaj še intenzivirale. To je bila Barbara Pance v živo iz Sečovelj. V nadaljevanju oddaje Svet na kanalu A. Zakaj Dars kraj dokumentov še ni prijavil policiji? Bajuk, z menedžerskimi plačami je nekaj hudo narobe. Evropa zgrožena nad aparati za odganjanje mladine. Kdo je ukradel dokumente Darsa in jih posredoval gradbenemu baronu Ivanu Zidarju in zakaj Dars tega noče prijaviti policiji, čeprav je to javno obljubil? To sta ta trenutek ključni vprašanji, saj s skrivanjem informacij vodstvo Darsa samo še povečuje sum korupcije, ki že tako leži nad tem državnim podjetjem v navezi z SCT-jem. Prav s temi odtojenimi dokumenti je namreč Zidar spet prišel do zmage na razpisu za predor Markovec, ki so ga najprej dobili Italijani. Tokrat za posel vreden 86 milijonov evrov. Blaž Jarc. Dars nadaljuje in predvsem vztraja z notranjo preiskavo, kdo naj bi poročilo strokovne komisije, ki je označeno z oznako interno in je namenjeno samo za oči uprave s Tomislavom Nemcem na čelu, dostavil SCT-ju. Po več kot mesecu dni pa še vedno o bržkone kraj dokumenta in z njim zaupnih informacij Dars ni obvestil policije, a zakon o kazenskem postopku je jasen, navajam. Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače zvedo zanje. Konec navedka. Preverimo pri pravnikih in res kakršnakoli notranja preiskava ne sme zadrževati obveščanja policije. To je namreč lahko kaznivo dejanje. 286. člen kazenskega zakonika pravi, navajam, uradna oseba, ki vedoma opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, se kaznuje z zaporom do 3 let. Predvsem pa bi to morala ugotavljati policija in ne Dars. Darsova naklonjenost SCT-ju je namreč več kot očitna. Še več, na SCT-ju so že pred časom celo vehementno zatrjevali, da je bržkone enemu od članov strokovne komisije pač prekipelo in naj bi vso dokumentacijo zapakiral in poslal na SCT. Na podlagi tega poročila strokovne komisije pa je Zidarjev SCT dobil v pogled v zaupne dokumente in tako celotne ponudbe obeh tujcev. In prav to poročilo je SCT nesel na Državno revizijsko komisijo, ki je izbiro Vidonija na to razveljavila. Ali gre za povezavo med strokovno komisijo, Državno revizijsko komisijo in SCT-jem? Direktorica strokovne komisije je namreč Marija Bukovec-Marovt, ki je zanimivo med drugim tudi nekdanja predsednica Državne revizijske komisije in ravno ta komisija je kot edinega primernega ponudnika del predlagala SCT. Le naključje.
Finančni minister Bajuk je začuden nad visokimi plačami slovenskih menedžerjev. A kaj, ko ostaja le pri začudenju? Sploh, ker bi vlada brez težav vplivala na primer na prihodke trenutnega rekorderja Marka Križanovskega s 500 tisoč evri bruto letnega zaslužka. Petrol namreč lastniško obvladuje država oziroma vlada. Zato gre za Bajukovo sprenevedanje. Izgovorov ne more biti tako ne pri prejšnji kot ne pri zdajšnji vladi. Marko Milenkovič. Z dobrega pol milijona evrov je bil lani najbolje plačan Križanovski, eden prvih politično nastavljenih menedžerjev. 450 tisoč evrov je tu še Bavčar, ki ga v Istrabenzu nadzirajo Damjan Mihevc iz Bajukove NSI, ter Toplak iz Kada in generalni sekretar vlade Predalič, oba iz SDS-a. Predalič je sicer sredi afere zaradi Bavčarjevega skritega prevzema odstopil, še predtem pa so nadzorniki Bavčarju podvojili prejemke. Nadzorniki največje državne banke NLB-ja, ki jim predseduje viden član Janševe SDS Marinšek, med njimi pa je tudi Bajuku neposredno podrejena Katja Božič z Ministrstva za finance, so upravi s Kramerjem na čelu podelili 2 milijona evrov, ob tem pa še sebi kar za 10-krat povečali nagrade. Podobno so si tudi nadzorniki državnega Telekoma za 7-krat povečali prejemke. Dremlju pa so za vodenje podjetja, ki ga neposredno nadzira država, saj ga še ni uspela prodati, namenili slabega 1/4 milijona evrov. Ob vprašanju o astronomskih prejemkih uprav državnih podjetij Bajuk kratko odvrne, da je to stvar podjetij in neodvisnih nadzornikov. Doda pa: Če gledam, kakšne so plače članov vlade, ministrov pa določenih direktorjev, se mi zdi, da je tukaj neko veliko neskladje. Neskladje pa očitno ni dovolj, da bi se lotil reševanja zadeve, in to kljub dejstvu, da te številke dobro pozna. Vpliv na omenjena podjetja v državni lasti pa finančni minister nedvomno ima. Še do nedavnega najbogatejša Slovenka Danijela Rakovič je po trditvah novinarskih kolegov z časnika Finance ostala brez službe. Danijela Rakovič, ženska, ki je bila do razkritja Boška Šrota lastnica fantomske družbe Kolonel, ki na koncu veriga obvladuje pivovarno Laško, naj bi se sporazumno razšla z Romano Pajink iz Probanke. A kot pravijo naši kolegi iz Financ, naj bi bil pravi razlog tom, da je preveč škodila ugledu Probanke. Kam odhaja do nedavno najbogatejša Slovenka, ni jasno, a če je verjeti namigom, bo zanjo poskrbel Boško Šrot. Oče pivovarne Laško, Tone Turnšek, ki je šel v pokoj, ne da bi si vzel delnico preveč, je danes prosil novinarje, naj ga razumejo, da ne more komentirati dogajanj z njegovim naslednikom Boškom Šrotom, ki ga je tja postavil sam. On bo imel vse, Turnšek, ki je vse to ustvaril, pa nič. In razočaranja je seveda veliko, pa ne samo pri njem. Nataša Markovič. Miloš Kovačič, ki je bil kar 40 let uspešno na čelu novomeške Krke, se končno oglasi s kritičnim pogledom na sedanje menedžerske odkupe. V 5. nadstropju Krkine uprave se udobno namesti in razgovori glede novodobnih tajkunov in domnevno sumljivega lastninjenja v Šrotovem Laškem. Registrirajo se razne firme slamnate, finance se selijo sem pa kako da to nadzorniki ne kontrolirajo, da ne vejo, ne? Kovačič tudi ne razume nedelovanja nadzornega sveta v Bavčarjevem Istrabenzu in Šrotovem Laškem. Čudi se nad gladko izpeljanimi prevzemi. Predsednik nadzornega sveta v Istrabenzu ali pa v pivovarni Laški reče, da o tem pa ni seznanjen. Kako je to mogoče? Medtem pa oče pivovarne Laško, Tone Turnšek, noče komentirati hitrega lastninjenja, privatizacije Laškega, ki jo je izvedel njegov naslednik Boško Šrot. Turnška je Šrot tako izigral, kot je Bavčar v Istrabenzu izigral